Nadaljujemo z bolj resno temo. Predprejšnji petek smo imeli prvi šolski dan. Da temo temeljito raziščemo, imamo danes z nami korespondenta, ki ima s slovenskimi prvošolci skupen otroški duh, navdušenje do življenja in stopnjo izobrazbe. Beno, te je zanimalo, kako je slovensko šolstvo izgledalo pred 100 leti. Beno, povej nam malo o tistih časih. Ja, takrat je bilo vse drugače, Jure. Gospod Godler. Nihče še ni poznal teh velikih imen, veš, kot Jure Godler, Tilen Artač, Beno. Mislim, mene še vedno nihče ne pozna, ampak okej, pač drugače je bilo. Modre besede, Beno. Ja. Dajmo se pogledati prispevek. Faktor Beno. Danes raziskujemo zgodovino slovenskega osnovnega šolstva v Sloveniji. Sistem, ki ga je vsak izobražen Slovenec obiskoval 8 ali 9 let. Bolj izobraženi Slovenci kot jaz, pa kar 10 let. Danes pa nas zanima, kako je šola izgledala pred enim stoletjem ali 100 enoletji. Rezultati moje resnične raziskave so pokazali, da so otroci takrat namesto Lego kock sestavljali piramide, pri telovadbi so namesto na 100 metrov tekli pred dinozavri, pri zgodovini pa so takrat le sedeli za mizo in pisali, kaj iz dneva v dan počnejo. Nisem pa izvedel, če so bile učiteljice slovenščine tudi takrat tako stroge kot danes. Jaz imam še vedno nočne more o dvojini, na primer. Pa sem hodil v šolo pred 2 desetletjema. Da najdemo odgovori na te in druge vprašanja, sem potoval v preteklost, obiskal slovenski šolski muzej in se dobil z resnično učiteljico iz starih časov, Ivanko Pivnik. Dober dan ti želim, fantič, dobrodošel tule v moji šolski izbi, da se bova takole spoznala malo bolje. Ivanka Pivnik je moje ime, rojena sem leta gospodovega 1905, poučujem pa lepopis in seveda tudi drugih lepih stvari našo otročat učim. 1905. Tako. Kako ste še kar živa? Fantič, kje pa imaš glavo? Ne vem. Daj bodi pameten. Se znaj. Leta gospodovega 1930 smo, živimo v državi, kateri že? Slovenija. Kako? Jaz sem bil zig, da je Slovenija. Kakšne neumnosti pa kvasiš, fantič? No, poglej tamle na steno, pa mi vsaj prečitaj iz zemljevida. I, O, Ž, J... Zemljevice mistira, fantič, za božjo Jugoslavija, voljo. Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija. Spet zig sem bil, da je Slovenija. Ampak okej. Kako so leta 1905 izgledale učne ure, pa a je bilo to pred iznajdbo ure? No, ura, kakor vidiš, je tamle na steni, ne? Seveda imamo v našem času tudi ure. Katere besede ste se učili pri slovenščini, če so bile edine besede takrat unga in bunga? Unga, bunga. Kdo je po vašem mnenju bolj vpliven slovenski pesnik? France Prešeren ali Damjan Burko? Damjan Murko. Aha, pa ni France Prešeren. So bili učenci tudi takrat ves čas na telefonih? Ne, ker jih niso imeli. Čak, če ni bilo telefonov, kako ste brskali po internetu? Ni še bilo interneta. Če ni bilo interneta, kako ste šli na YouTube? Tudi YouTubea še ni bilo. Če ni bilo YouTubea, kaj ste pa delali na WC-ju, sam čakali? Brali časopis. Povejte, a ste res iz preteklosti? Seveda. Poslušajte me, kupite čim več bitcoinov. Kakšnih konjev, fantič? Bitcoin. Ja. Ne smeš biti konj. A si ti konj, fantič? Kdaj se počutim tako? Blockchain, a veste kaj je blockchain? Ne. Saj jaz tudi ne, po pravici povedan. Sledila je lekcija o lepopisu. No, fantič, danes se bodeva naučila nekaterih lepopisnih črk in seveda tudi njih vezavo v svrho lepe, enakomerne pisave. No, fantič, sedaj boš pa 3-krat prepisal črko I na svoj učni list. Fantič, namočiti moraš pero v črnilo. Kako boš sicer pisal? Z zrakom ali kaj? Prepiši še črko M 3-krat, da boš dobro zvežbal lepopisni gib, ki je za to črko potreben. No, podvizaj se nekoliko. Dobro, bodi dovolj pri 2 črkah. Povej mi, fantič, poznaš kakšno rastlino, ki se na črko M začenja morda? Marihuana. Marihuana, fantič, kar res. Kako pa ti veš za marihuana? Šef mi jo je predstavil enkrat, Jure Godler. Kaj res, fantič, pa se ti zavedaš, kakšne posledice in učinke ima ta rastlina?
Jaz sam delam, kar mi je rečeno. No, seveda, fantiči in dekliči morajo biti poslušni, tako je prav. Ako tako reče tvoj šef, bo že držalo. V svoji šolski izbi, fantič, pa zahtevam tudi snažnost, da snažni v šolsko izbo prihajate. Tudi jaz. Zatorej bodem tudi jaz sedaj preverila snažnost tvojih rok. Dajmo roke na klop, obrni dlani. Kaj se to pravi, takšen nesnažen v šolsko izbo prihajati? To je moj fetiš, sem tako. Še zadnje vprašanje, kdaj so bili boljši pogoji v šoli? Takrat ali zdaj? Mislim, da bi lahko marsikaj iz šole iz starih časov nazaj pripeljali ali pa obdržali v današnji šoli. Seveda pa tudi današnja šola je bolj inovativna, bolj prijazna do učencev, kot je bila tista stroga šola včasih. No, pa imamo odgovor. Vsi, ki se odločate, kdaj bi otroka poslali v šolo, predlagam, da to naredite letos in ne 100 let nazaj. Prvošolcem pa predlagam, da poslušate v šoli, da se naučite dvojino in da poslušate oba svoja starši. Mi pa gremo kar nazaj v studio. Bino, naslednjega septembra te ne pošljem v muzej, ampak kar nazaj v osnovno. Ja, prav, sam če me boš ti poslal, me moš ti tudi pobrati, ko bo konc. Še zadnjič, nisem tvoj foter, ki si bil rojen, sem bil star 4. In kaj, praviš, da takrat še nisi bil spolno aktiven? Čeprav to imaš pa prav. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.